ker res nisem v smislu, nisem vedel sploh, zakaj bi živel. Če bi imel malo manj vere, bi verjetno končal tako kot moja mama, ne? Zagotovo, ne? Čez 3 mesece naredila samomor. 3 mesece po ločitvi. Česa današnji moški nima, pa bi rabo več? Zato sem rabo vojsko, da so me zrušili. Da sem spoznal, da nobenega ne zanima, kva si želim, kva mi pa še, kva je moje. Nobenega ne zanima. Kaj pa žena, kako je ona doživljala to obdobje? Veš, in tu je ta past misij, ki žena ugotovi, da lahko brez moškega funkcionira v polnosti. In sem lahko malo provokativn. Cirku ne, umetna pa tako. Ne. Recimo mi je zanimivo, ne? Da ti pač o tem odprto govoriš kot diakon. Ja, pa če je bilo. Ja, ne moram prekrivati, če je bilo. Kdo rekel, kolega, ki laže. In ali mi je žal, ne. Kako mi, ta cerkveni, ta pridni, ta poštirkani, ta pobožni, tralala, gremo takoj v neko, lega, ta je pa to, veš, tako obsodba, tako obtožba. In res sem treniral borilne veščine, da bom se polomil. Sem ga prijel na tla vrgu in da ga bom poštimo, tako kot sem se učil, treniral. Pred sem pa spoznal, kot da bi gledal Jezusov obraz. Ne. V njemu sem zagledal preko ta obličje Gospoda in sem se ustrašil, kaj sem postal. Od takrat naprej sem sklenil drugo pot, začel sem za njimi pobirati smeti, posod, jih nagovarjati, začel sem jih spoznavati, začel sem iskati tisto lepo v njih, začel sem jih spoštovati. Spoštovanje pomeni, da ga malo privzdignem, da ga gledam to, kar bi lahko postal, ne to, kar je. Ok, Matic, vidi, si ti glih kar zdefiniral poslanstvo diakona za sodoben čas. Romi so me naučili. Oddaja Odnosi so zakon. Dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon. Tokrat je bil z menoj Matic Vidic, stalni diakon, terapeut, nekdanji vojak, nekdanji podjetnik, nekdanji neverjetna življenjska zgodba je za njim. Verjamem, da boste uživali. Ena od najpomembnejših stvari, ki mi ostaja iz tega pogovora je, ni nam treba biti žrtve. Smo poklicani k smislu in k iskanju smisla in to je odmev tiste božje iskrice v nas. Ena od pomembnih stvari pri družini in življenju je, da dajemo naprej, da ne zadržujemo zase tega, kar smo sami prejeli. Tukaj na spletu je to najboljš tako, da ali ocenite naš podcast na Spotifyju ali kakšni drugi aplikaciji, ali pa da se dejansko naročite na YouTube kanal, naročite se, pa mogoče še s kom podelite, pa date zraven kakšno besedo, lej, tole me je pa nagovoril, poslušaj, pa boš videla, če tudi tebe nagovori. Hvala. Vabim vas, da prisluhnete najnemu pogovoru, ne bo vam žal. In prvi korak je bil ravno v tem, ko sem začel s terapijami, z logoterapijami, so mi svetovali, pa ne oznanjati, da si diakon, ne oznanjati, da si veren, ker na nobenih te je prišel. Aha, ok. In jaz sem tako rekel, pa sem pa res dal sem še celo na začetku te moje podjetniške poti, terapevtske sem dal za Mašo. In je bil evangelij, oziroma je bilo edino berilo, ki je v letu, ki govori o diakonih, je bilo takrat berilo. In takrat mi je dalo znamenje, ne, najprej si diakon, pol si šele terapeut in tako naprej. Ne? In od takrat me je dalo, bi rekel, tudi ta diakonska pot me je spodbudila k temu, da se zavedam, kaj je moje poslanstvo. Jaz sem tisti, ki sem na pragu cerkve in vabim ljudi notri. Ok, bravo. Ne? In to je moje. Ne? Ni moje mesto za oltarjem, da sem tam v kolar srajci, v vseh oblekah, ampak ne, da sem eden izmed, ki vabi notri. Ne? Ok, Matic, vidiš, a so mi dva glih kar si ti glih kar zdefiniral poslanstvo diakona za sodoben čas, ker se mi zdi, da se tudi v cerkvenih krogih to mečken išče. Videl sem glih na poti, sem enega diakona, ki mi je klical, Branko, tam je klical glih, oziroma mi je poslal včeraj tak dolg mail, zahvalil, da je knjigo prebral in da mu je fajn. No, smo se slišali, sem se glih pogovarjal, da imamo težavo, ker diakon nima svojega mesta. Ker duhovniki ne smajo za laike, laike ne smajo pa za duhovnike. Ja. Na koncu ste pa oltarni okrasek. Ja, na ta način, še posebej, če sam iščem to mesto, še posebej, če ga sam iščem, jaz zmeraj pravim, kaj je nevarnost. Nevarnost diakona oziroma mene je ta, da nisem podoba moje peči, ki jo imam doma, ki je na drva in na pelete in ni dobra ne za drva, ne za pelete. Ne? In tu je ta, bi rekel, izziv diakona, da najde svoje mesto, zato je pomembna ta pot, da jaz najdem svoje poslanstvo.
da jaz vem, ne, zakaj sem dijakon. No, in zato se tudi jaz trudim. No. Jaz se tudi sebe vidim v tem, da poskušam biti ta pionir, da bi tudi postavil dijakonstvo, da je to normalno, da smo moški pričevalci vere, pa to je nekaj čudovitega. Ja. Ne, In jaz nujnega. Ja, ne. In da je tudi ta pot dijakona zmeraj nagovarja moške, tako da mislim, da bo naslednjo generacijo, da bo že mnogo več tudi mlajših moških dijakonov, ravno to, ne, kako je to lepo poslanstvo, da ne rabim biti poštirkan v nulo, da ne rabim biti, ne vem, mister Popolnež, da sem dijakon, ne, ampak sem lahko kar sem, ampak sem osebno pričujem, ne, ker moje, kaj se moram navduševati. Pa če bom bil jaz nekam zagrenjen, smoten, koga pa bom navdušil. Ja. Še tisti, kateri so, bom odbil, ne. Ej, Matic, dobrodošel v Krškem. Hvala. Videl se že kar tle noter vstopla. Ful mi je pomembno, da te mečkem bolj spoznamo, da gremo malo v tvoje otroštvo, v tvojo zgodovino. V resnici pa me čisto konkretno zanima tudi, da poskušaš skozi pripoved o sebi, na kratko, prideti prav do te točke, ki te pa je ta vera osebno zagrabila, no? Ki si jo recimo nekako nosil skozi celo življenje. To me v resnici zanima, no? Kje te je Bog srečal v resnici, da si zdaj tako navdušen, da želiš oznanjati. No? Ampak čistko mogoče. Jaz sem bil tako zanimivo otroštvo. Ne? Že ko sem se rodil, sem bil poseben, sem se rodil 2 meseca prej, tako da imam kraj rojstva, nimam Novo mesto, ampak imam Ljubljana, ne, sem se v Ljubljani rodil in moja mama je bila zelo, zelo bolna, ne, imela je stomo vrečko in to je bilo za mlado žensko, jaz tukaj podoživljam šele zdaj, po 20 letih, po 22 letih njene smrti, podoživljam, kako je ona, moja mama, resnično trpela, no, to me blazno nagovori, no, in takrat so me dali že v Rdeči dom, ker mi v bistvu ni noben prišel iskat, no, tako da so me stari starši prišli iskat, potem sem z njimi živel, bi rekel, nekaj mesecev, dokler ni mami prišla. Ki je bila v bolnici. Ja, iz bolnice. Oče se ni našel, tudi danes, ko ga opazujem in gledam nazaj, sicer je že tudi pokojni 8 let, si ni našel, imel težave z alkoholom, tudi svoje postavitve svojega življenja, tako da je bilo vse skupaj nekako zmedeno. No? In v tej zmedenosti, kakorkoli smo se nekako srečali kot družina po enem letu in smo tudi zaživeli skupaj, in da je bilo zelo tak toksičen odnos, no? Ta naša družina je bila zelo toksična, oče zelo pil, mami zelo trpela, samo podoba zelo slaba na obeh straneh, v glavnem upitja, prerekanja, nekih skupnih družinskih ni bilo, z vsakim posebej, večinoma z mami, ker je bila 4 ure samo zaposlena, ker je bila invalidsko še 4 ure. Tako da je bilo težavno, ne? Tudi jaz, ko se tako opazim kot otrok, sem bil zelo rezerviran, ne? Se nisem znal s svojimi sovrstniki ne igrati, nekarkoli, ker sem bil zmeraj ali z mami, ne? Z njenimi prijateljicami oziroma družbi starejših. Tako da kasneje pa tudi malo začeten, kadar sem bil pa z njim, sem bil pa večinoma po gostilnah, no. Sem pikado igral, pil gosti sok smetano ali pa Coca-Colo, ne. Tako, če je bilo pa, rekel, lepo vreme in vse v redu okoliščine, sem šel pa kdaj z njim loviti ribe, tako da ribolov je naju povezoval in ga še danes več ne lovim, ampak se pa rad spominjam na tega, ne. Moje žene je zmeraj zanimivo ravno to, med počitnicami so mene pelale za Krko. Ja. In so me pustili 6-7 let starega, da sem tam lovil in je mami po koncu službe me prišla iskat. Ne. Kva? Ja, pa to je bilo tako včasih normalno. Ne. Otroka za Krko. Otroka za Krko pustil za 4 ure in bi ga šel iskat, pa nepredstavljivo, ne bi socialna. Prej bi prišel center za njega, po njega. Ja, ne, ampak tako včasih je bilo, ne. In te spomini so lepi, no, se lepo spominjam. Pa se je pa začelo, no, mi smo sicer potlej, smo se preselili tudi iz bloka, starša so se ločila, ni šlo več. Preveč je bilo vsega je bilo preveč, no, in oba sta bila preveč ranjena, ne. Ker tukaj pa res tudi sam sem pozoren, rekel, kjer je res teh ran preveč, da v bistvu sploh ne veš, kje bi se lotil, da bi jih pozdravil, v glavnem ni šlo več, no. Tako da sta se ločila, potem čez 3 mesece pa še mami naredila samomor. 3 mesece po ločitvi. Ja, in glih 3 mesece tudi potem, ko smo se preselili v hišo, no, tako da nismo nikoli zaživeli, bi rekel, zares dom ustvarjali v hiši, tako da smo ga pa zdaj z mojo družino, bi rekel, v polnosti živimo to družinsko življenje. Tako da potem sem pa vstal, tako rekel, sam, sicer neposredni bližini sta stara starša pa teta, tako da sem imel, nisem njimi materialnega, mi ni nikoli nič manjkalo, ampak družine pa nimaš, ne. Imaš nadomestek, ki bil najboljši možen nadomestek, ki sem zares hvaležen starim staršem, res so dali vse od sebe in vsem, ne, ker
ko se ti taka red zgodi, ne, imajo vsi nenormalno potrebo, da ti pomagajo. Ja, ja. Ne, okolica, vsi, ne, tudi zmeraj, veš, če si predstavljamo, da je kakšna tragedija, pa ti vsi rečejo, karkoli boš rabil, sem poklič. Ne, nekako čutimo vsak, da to da. Koliko si bil star, ko je malo? 13 let. Aha, 13 let. Ja, glih pred Bermo sem bil, zato tako rad Bermacem pričujem, ne, ravno to, da sem bil glih, mislim, da je bil en mesec pred Bermo. Ne. Tako je bilo 19. januarja se je zgodilo, 1. aprila smo imeli pa Bermo. No. In takrat sem potem začutil edini kraj, edino mesto, kjer sem se počutil normalnega, ljubljenega, željenega, hotenega, kot bi rekel Gostečnik, ne, je bilo cerkev. Jaz sem tam čutil, da to povezanost, da me ljubi, da sem obvarovan, ne, kot da bi se na poseben način bila mami prisotna preko vere, oziroma da bi se me dotikala, bi rekel, na ta način. In vso tisto, česar sem se bal, da sem zgubil, sem v bistvu dobil na drugem kraju, bi rekel, mogoče tega še bistveno več, preko milosti, ne, preko božje ljubezni. Ne. Tako da takrat sem tudi čutil ta klic k duhovništvu. In sem bil prepričan, da bom duhovnik, prepričan. Mislim, to sem res živel. 13-letnik. Ja, to sem res živel, ne vem, že kot takrat, vsak dan redno molil, no, nobene maše nisem spustil. Wow. Mi je bilo to, bi rekel, res najboljše painkiller, predvsem pa kazalnik nove poti. Mi je bila ravno ta vera, predvsem pa osebna vera. Ne. Jaz sem mogel biti prisoten v cerkvi, pa sem bil okej. Kako si pa potem to, recimo, vero živel tudi navzven, že takrat v tistih najstniških letih, recimo, si to nosil s sabo v resnično življenje ali je bila samo pač cerkev kot kraj pobega zate, recimo tako? Ja, nekaj časa sem, potem pa spet sem nekako prehajal, bi rekel, v to puberteto, v tem iskanju sebe, sem se pa tudi, nisem bil zmeraj spet, da bi bil samo to in nič drugega, no sem še zmeraj v band, smo špilali, ja, smo bili rockerji, že zmeraj, ne vem, smo kdaj kot mulci vsega napil, nisem bil, bi rekel, spet zdaj či odmaknjenja, svetniški. Ampak sem pa še zmeraj vedel, ne, jaz to zmeraj podarim, ne, jaz sem ga žural ogromno, ne, in mogoče stvari, ki si sramujem, ne vem, če se jih, ne, ampak sem izkusil vsega, ne, od trave do česarkoli, v glavnem, vsega skupaj, ampak sem pa zmeraj vedel, da v nedeljo, ne, pa je bil žur lahko do 4 zjutraj, jaz sem šel ob 8 maš. Si šel direktivca. Ja, direktivca, večkrat sem na kakšnem gospodu tam na slonu se podspal maš, ampak jaz sem vedel, tu je moj kraj, tu je moj dom, brez tega ne morem živeti. Wow. Ne. Tako da, rekel tudi pol, kot 17-letnik, kot tisti upornik, ne, sicer potem se mi dozdelo, da ta duhovništvo je počasi izvenevalo, predvsem zaradi deklet, ne, posebej pa potlej, no, ko sem pa s Petro. Čeprav nekako sem še zmeraj, čeprav sem imel željo po dekletih, sem še zmeraj, bi rekel, še kar sanjal, ja, sej ko bo cajt, bom petek se odpovedal, pa bom duhovnik, no. Tako da tudi, predno sem se poročil, sem še molil, Gospod, pa boš mogel dati neko znamenje, ne, ali to, ali kaj drugega, ne. Si ga dobil? Ja, sem dobil pač, da je to, no, da moram iti ženo naprej, oziroma s Petro naprej. In se je izkazalo, ne, kako je Bog preračunljiv, ne. Da je potem diakonstvo pokazal. Ja. Si ga ne bi mogel misliti. No. Jaz se spomnim kot mulc, kot najstnik, sem enkrat tako ležal v posli in se mi je dozdevalo, da imam klic, ne, za duhovništvo, pa nisem vedel čistko. In se rekel, kaj zdaj boš pa mogel čist jasno povedati, ker jaz se kaj dolgo s tem ne mislim zezati, ne, tako prav, no. In rekel, ne, ti boš kot družinski mož, pa kot oče boš več naredil zame. Tako, direkt, buf, sem vedel. In tako, a veš, ad acta, zazmeril to vprašanje, tako, ful mi je bilo fajn, da se nisem vedno znova vračal k temu, pa preupraševal, pa veš, ono. To je meni sestra Pija, ne, jaz sem imel eno sestro Pijo, ki zame skus molila, ne. Jaz sem bil prvi razred veruk in ona prvič, ko me je srečala, me gleda prav, Matic, Bog ima s tabo posebne načrte, jaz bom zate molila vsak dan, ne. In zmeraj pravim, ja, itak, ne, z vsem ima posebne načrte, ne, z nobenim nima neposebnih, ne, vsak ima posebne načrte. In ko je rekla, da bo molila zame vsak dan, sem si mislil, kaj ima pa nuna drugega za delati, kot za moliti, ne. Itak, to je njeno
In osnovno delo pitak nima kaj drugega dela. Ne. Tako da in je res, in ona potlej eno leto me imela, pa sem šel v drugo župnijo, ne, se nisva več prišla v stiku in pol me čez 5 let me nekje na Brezih srečala, prav, Matic, kaj si tudi ti, sem rekel, ja, sestra Pija, ne. Prav, veš, da jaz zate molim vsak dan. Sem rekel, wow, sem delal v redu, ne. Prav, Bog ima s tabo posebne načrte. No in pa se spet srečamo čez 5 let in ji povem, da razmišljam o duhovništvu. Prav, Matic, jaz sem vedel, da ima Bog s tabo posebne načrte, jaz bom še bolj zate molila vsak dan. In potlej povem po telefonu, da se bom poročil, prav, Matic, tako pa si ti rekel, Bog danes potrebuje bolj laične pričevalce, kot pa duhovnike, tako da bom še vedno molila zate vsak dan. Hudo. Ne? Tako da je sestra Pija izmolila in sina, ki ga nismo mogli tukaj cajta imeti, s Petro. Kdaj ste se poročila s Petro? 2013. Aha, okay. In sina in potem diakonstvo, jaz mislim, da je bilo v njenih rokah sklenjenih, obrnjenih Gospodu ta molitev, ki je izmolila vse skupaj. No. Zato tudi zmeraj, ko krščujem otroke, zmeraj rečem, starši, prvo, imejte se radi, ne, naj ima oči rad mamico in mamica rada očija, ne, tu je temelj vsega. Druga stvar pa botri, madami vsak dan molite za tega otroka. Ker če ne boste vi, kdo bo zanj ga molil? Seko, jaz sem imel sestro Pijo, zame se ne rabite gledati. Jaz sem imel sestro Pijo, ki je molila. On nima verjetno sestre Pije, najma vas. A ste pripravljeni biti sestra Pija, ne? Mislim, ljudje se ne zavedamo, ne. Potrkaš na vest mnogih. Ja, ampak je res, res, pa tle se gre tista darila, ja, lepo je, mislim, vsi smo veseli, nekaj dobimo, ampak dajmo res, a si pripravljen to narediti za otroka, pa to je botrstvo. Ma darila lahko vsi kupijo, a sem pripravljen vsak večer se spomniti izmoliti en oče naš za mojega krščenca. Ja. Wow. Me pol zanima več o diakonstvu, ker ti krščuješ, ti pač poročaš, ti vse sorte, ne? Ampak dajva najprej tako malo ta vajin odnos s Petro. Koliko je vplivala tvoja zgodba, recimo te ranjene družine primarne, na to, kako sta vidva vstopila v odnos, pa mogoče res tudi ta preizkušnja neplodnosti ali pa pač tako me zanima malo. Petra me je zadela. Petra je bila sicer moja sošolka v gimnaziji, mislim sošolka paralelka, katero nisem nikoli opazil. Sorry, Petra. Če slučajno to gledaš. Nisem nikoli opazil, ampak sem pa potem v 4. letniku mi je bilo pa posebno, ker ima razmah med zobmi. Meni je bilo tudi tukaj seksi, no. Glavno mi je bilo prav všeč to pa njej in res, mislim, posebno. Mislim, še zdaj je, mislim, neverjetno je, no. In me je nagovorila, predvsem pa ona je bila, tukaj v Svetem pismu piše za Jožefa, ona je bila poštena, ne. Pravična. Ona je bila zelo pravična in to pri njej, ne, sem pa kot moški, ne, sem bil pa labilen. Mene je vsak lahko zavedel kamorkoli je hotel, no. Mislim, ali tja, ali kunim, nobene fešte ne spustil in tako naprej, ampak ona je bila pa zelo, zelo pravična, ne. In je zelo, bi rekel, v njej sem se čutil varnega, no. Predvsem, verjetno sem iskal varnost, ne, ker sem bil, mislim, kot mladostnik nisem imel zares očeta, zares mame, nisem imel zares neke stabilnosti, ne. Njena družina pa je imela to? Mislim, ona izhaja iz take družine? Zelo, ne. Družina je sicer ni pobožna, veliko ta zunanji videz, ampak je pa zelo globoko verna, ker živi ljubezen v vsakem koraku, ne. In to je bilo meni to fascinantno, ne. Sicer od začetka odbijajoče. Meni je bilo od začetka šok. Ker tudi, da so se oni objemali, pa poljubljali, ko so šli na razred, mislim, pa kaj z vam narobe ljudje. Pa sem gledal njo pa njeno mami, ko so se stisnili, ko so gledali na televizijo, so bile objete, to je bilo meni smrdelo, ne. Mislim, to je bilo meni grozno podoživljati vse to, njihovo navezanost, njihovo ljubezen, se počutil, da tekmujem z njenimi starši. No, ampak a je bilo kaj res na tem, resnimo? A je ona potem znala preklopiti na te? Mislim, vem, ampak po drugi strani tudi zmeraj razumem, ne, je ta navezanost bila zelo močna, po drugi strani pa ta navezanost zbledi, ko lahko jaz pokažem, bi rekel, to trdnost, ki jo lahko ponudim, ne. Kot moški, kot moški, ne. In to je bilo pomembno, ne. Ne bo šla nekam riskirati, ne. Tako da je bilo tudi na mene, predvsem prva stvar, da sem sprejel, da je to nekaj normalnega, da se doma objemajo, da se doma zaupajo, da si jokajo, da je to nekaj normalnega. In sem se učil tega odnosa, no, kakšna mora biti družina preko njih. Oni so mene tudi sprejeli kot za svojega sina. Tako da sem se zmeraj, bi rekel, izpostavim to, no, da če nisem mogel imeti zemeljskih močnih staršev, imam pa najboljšega tasta pa tašča, ne.
Liste, ki sem res hvaležen. No. V bistvu z Stasom sva kot oče pa sin. No. Ko sem bil v finančni stiski, sem mu rekel, nimam, a mi lahko prosim pomagaš. Ne. In tako naprej, vse, kar bi z očetom. No. Wow. Tako da ja, je bilo res, ampak ne se tle moramo, ne, mi bi spreminjali druge, ne, to je ta naša težda prirojena, ki imamo v genih napisane, ampak moramo sebe, ne. In tudi ta najina pot je bila ravno to, ne, mi da so si različna, nenormalno, mislim, bolj si ne moreš biti različen, ne. Ampak ravno v tem matranju, iskanju poti drug do drugega, no, smo se tukaj utrdila, ne, in ravno ta pot je tudi zaradi neplodnosti, je najo danes hvaležna za njo. Je pač preizkušnja povezana. Ja, ker je bila grozna, ne, veš kako je to, vsi imajo, ti pa nimaš, ne, in greš na praznovanja in se vsi pogovarjajo o otrocih za otroki, tisti pa tam brez in pa pride eni, zakaj pa nimata, ja ne vem, mogoče ne rata, mogoče ne vem, mogoče ne. V glavnem in je bilo to, bi rekel, tudi ta pritiski zunanjih, bi rekel, ne, vsi kdaj pa bo, a še ni pa. Kdaj pa bo, ne, Uno, ne, tako da smo se pa sem že naučil se, ne, če bi bilo po moje, bi bilo 5 in če bi bilo po Petrinu, bi bili 3, ne, ampak očitno ni po najino, ne. Tako da poti na ta način. Ja, je pa poti, bi rekel, ta preizkušnja je bila zelo težka, zelo strma pot, kajti jaz sem tukaj prepustil, da Petra vodi, ne, tle tuk ženstveno, ne, tuk materinstvo je tu, ne, mislim, je na njo vezano, da nisem jaz rekel, zdaj bomo šla pa tja, ampak je ona, ne, tako da smo prvo te preglede, pa se vidi, da je načeloma vse v redu, pa pretočnost, ko že je vodo, da je bilo nekaj treba narediti, pa spet, ne, ampak to je najbolj zanimivo, vsak korak, ki ga narediš, je poln upanja, zdaj pa bo. Zdaj dobimo tabletke, ki jo spodbudijo hormone, zdaj pa bo, pa ni, razočaranje spet, ne. Ja, to so grozne. Ja, mislim, ne, in potlej, ne vem, in potlej greš na en poseg, zdaj pa bo, pa ni, ne, in potlej, ne vem, greš do enega polagalca rok, zdaj pa bo, pa ni, ne. Tako da sva preizkusila vse, se pravi, od medicine, potlej sva šla kar vsi po forumih pišejo, pejte k njemu, tle pa res pomaga, mi nismo mogli imeti, zdaj pa imamo. Ne, tega, hvala Bogu, nisi tega verjetno veliko raziskoval, ne. Mi smo ful raziskovali, ne, s Petro. V glavnem je en kup enih, ki delujejo na nekomu pa ne na tak skrivnosten način, se pravi, z polaganjem rok, z čarole in tako naprej, ne, in itak so vse probala, ne, ker so priporočila, ta prijateljica je rekel, da una je šla pa tja, pa je bilo, ne, in pa se tudi tega, veš, te pa je pa res, te pa že tukaj že izžeme, da si res gotov na konc, ne, da v bistvu nisi sposoben, rekel, ne, meni je šlo že ljubljenje, ki je moglo biti neki, bi rekel, daritev na oltarni mizi, ne, je bila vse drugo kot to, no, je bilo sam mater, pa mislim pa, kot je res, ti ni več ne do seksa, ne do nič, ne, rečeš, nočem več, ne morem več, daj mi mir, ne, ampak vse narediš, skozi delaš, ne, najina ta pot je bila res 6 let dolga, tako da najhujše so bile pa pol te umetne. Prva umetna, zdaj pa bo, ni, puf, ne. In te zabriše še bolj, ne. Dvigne in še nič zabriše. Druga, tretja, ne. Pol pa po božjem znamenju, no, je pa, ko vse narediš, ne, veš, pa se pa zmeraj obrnemo na Boga, dej, a bi mogoče ti, ne. Sem se pol nekaj vrnil, v glavnem, pa je pa prišel na obisk Gašper Naglost, on je pa, zdaj je zaposlen, tam, ko sem bil jaz, v vojaškem vikariatu, je kaplan vojaški in ni on spal s Petro, no, sem da povem zgodbo, ampak je prišel in je rekel, kaj pa če imeli bolniško maziljenje, ne, so tu že imela, ne, tisto pa sej tu je itak. Čekaj, pa ti si bil že diakon? Ne, nisem še bil diakon. Se pravi, si bil v nekem procesu? V procesu pa niti še ne. Ja, v bistvu sem bil glih sem bil takrat, v tistem, ko je prišel Gašper, sem bil pozvan od škofa, da bi začel diakonsko pot, no. A veš tako, a sem lahko malo provokativen, ali pa tako, pač cirku, ne, umetna pa tako, ne, a veš, recimo mi je zanimivo, ne, da ti pač o tem odprto govoriš kot diakon, ne. Ja, pa če je bilo. Ja, ne moram prekrivati, če je bilo. Kdo rekel, kolega, kaj laže. Bilo je, ne, se pravi. Ne, ampak veš, tudi ta občutljivost, ko jo omenjaš, ne, je zelo pomembna, veš. In to, kako mi, ta cerkveni, ta pridni, ta poštirkani, ta pobožni, gremo takoj v neko, lega, ta je pa to, veš, tako obsodba, tako obtožba, ne. Ja. Velik, ja. In tukaj recimo Bog se mi zdi, da vse res drugače deluje in drugače daje nove priložnosti. No, in to mi je pač fajn, pa meni je bilo dragoceno. Omeniš to, ne, kako je prišlo znamenje. Ne.
Pa meni je bilo dragoceno, no, to bi rad podaril, ne, tudi umetno, ne, kaj si pa mislil, ne, pa si ti si veren, kaj si pa mislil. Ma ne, mene sploh ni nagovorilo, jaz pa nisem sekundo čutil, da tega ne smem. Jaz sem sledil svoji ženi. Absolutno, 100%. Ne, nisem sledil in ali mi je žal, ne. Jaz sem tam spoznal v tej kliniki za umetno v Dravljah, mislim, čudovite ljudi. Tam se doktori hodijo ob 2 zjutraj, ob 3 zjutraj hodijo že zato, da kadar je ovulacija, da pride do tega, da vse naredijo, kar je v njihovi moči, da bi lahko, bi rekel, bili posredniki, da bi lahko omogočili življenje. Mislim, kar ni to nekaj velizga. Koliko se oni darujejo? Mislim pa star stric, doktor Rež je bil takrat, se ne vem, še delal, ne, pa to je bil striček zelo star, 80 let. Pa še kar hodil vse, ker mislim, meni je bilo neverjetno, osebi nenormalno prijazno. In jaz sem tam res rekel, kakšna je bila to skrb, kakšna toplina. Po drugi strani pa tisti čakalnici, ki si z drugimi partnerji oziroma drugimi, ki so tudi z bolečinami, ki smo se vsi sem pogledali, pa smo vsi vedeli, se potolažili sem s pogledom. Mislim, kakšna moč, jaz take moči, ljubezni, empatije še nisem nikjer začutil. No. Wow. Zato, da meni je bilo to izredno dragoceno. In ali mi je žal, ne. Ne, mislim, žal mi je, sem tukaj bilo, mislim, pa tudi to mi ni žal, je bilo treba tukaj vsega prehoditi, ne. Ampak glih to je bilo potrebno, da se je naredila pot. Ne, kot se je naredila pot Pavlo, ja pač je bil, kakršen je bil, ne. Ampak ne, ratro nekaj čudovitega. In to tukaj, ne, ravno s to potjo, no, se je pa naredila ta pot, no, da je Gašper prišel, smo imeli bolniško maziljenje in čez 14 dni, ko sem tudi jaz prvič imel srečanje za diakonstvo, smo potlej se je že pokazalo, ker smo bila na 4. naročena umetno, so rekli, se ste noseči, ne. Wow. Ne, tako da po vseh teh trudih je samo z Božjim dotikom, no, z Božjo milostjo, ne, zakramenti so milost, in po tej milosti je dal, ne. In zakaj je Bog dal to, zakaj je naju tukaj preizkušal? Zato, da sva se utrdila, ker si v taki preizkušnji, je velika nevarnost, da greš narazen, ne. Je velika nevarnost, da ta vera pade, ne, ker mi da so se odkrito mogla začeti pogovarjati, da sva oba dva mislih, da se spogledujeva z možnostjo, da bi šla narazen, ker je bilo veliko parov, ki so šli narazen, so bili pa takoj noseči, ne. A res? Ja, seveda, veš kako, mislim, s tem se soočaš, vse tehtaš, ne, vse vidiš, ne, ker Petra je pa res tukaj zelo materinska, ona si tukaj zelo želela, ne, saj smo se tudi v možnosti posvojiti, ampak so čutila, da to ni, no. Da nisva midva poklicana za to, no. Tako da sva res mogla delati na odnosu garati, no. Tako da sem hvaležen, no, za vse to. Wow. Predvsem pa na koncu, da se je Bog v ključnih momentih pokazal. Ker kaj danes opažam, ne, ljudi, ki so zapustili ali opustili vero, jo niso zaradi tega, ker zmeraj vsi mislimo, ne, jo niso opustili zaradi pedofilije, zaradi finančnih mahinacij in tako naprej. Ne. Pustili so zato, ker so tako zelo molili in prosili, pa jih Bog ni uslišal na tak način, kot so prosili. Ne. In tle vidim, da je, bi rekel, to razumevanje, ker tudi jaz, ne, meni se pa glih Bog rekel, po vsem tem razodeval, ne, sem ga pa drugače dojemal, kako ga zares rabim. Ja. Ne, ampak velikrat pa ljudje ravno tudi vidim kot terapeut, ko mi zaupajo, ravno tukaj izgubijo vero, ker jih ni uslišal. Na način, kot so želeli, tako, kot si rekel. Ne? Ja, to je to. Ne, ja. Bi mi želeli biti Bog, pa tako pokazati kaj, pa kdaj, pa kako. Ja. Ne? Ja, to bi mi radi. Ne? Ej, hudo. Daj mi mogoče še mečken noro zanimivo življenjsko zgodbo, imaš, pa mi je res fajn. Najin skupni prijatelj, Miha Novak, prejšnji gost na tej oddaji, mi je malo povedal, ne, pač tako, poznanič res na tudi tem drugem podcastu, ki sem poslušal, ti si bil vse, od politika do podjetnika, do vojaka, mislim tako, res tudi v tem poslovnem smislu ali pa v smislu poslanstva si dal eno zahtevno, zanimivo, nenavadno pot iskanja. Ma grozno. Grozno? Res grozno. Začelo se je, prej mislim, da sem se nekaj pisal v teologijo, filozofijo. Ne, isto? Ja. Kaj je filofaks, pa teof? Ja, sem še zmeraj hotel malo pustiti odprto, če bom mogoče. Cvetka te še učila? Ja, ne vem, sem že pozabil, da sem... Generacija 68. 18 let sem... 8 let nazaj sem diplomiral, no. Aha, okay. Sem bil pol malo v zaostanku, ampak pustimo, ne. Okay. In sem pa čutil, ne, jaz sem ustrgal očeta, ki je vedno imel zame en stavek.
pop iz tebe nikoli nič. Ne. Aha, To je bilo hvala. tisto, ne, ampak ne si bil realen, ne, jaz ga razumem, ne, ker je res na koncu bilo zmeraj bilo nekako se slabo vse končalo. Ne. Tako da ga razumem in slišim, pa tudi danes razumem, ne, da je Na imel, način, kot si deloval, tako, je ne bi bilo tako nič. zanimivo. Ja, ne. Tako da sem imel, ne, prvo podjetje je bilo, da smo imeli skupinske motorantske plese, da smo organizirali, sem tudi sodeloval s Sašo Džukićem, ki je tudi, bi rekel, tudi znan po mami manjki, no. Tako da smo skupaj imeli, pa še z dvema prijateljima smo imeli podjetje, organizator, kjer smo delali skupinske motorantske plese. Okay. Se pravi, pa nas na Dolenjskem bilo vedno, da so imeli vsak razred zase, mi smo pa pol na Otocu v tenis centru delali skupinske motorantske plese in to je bil prvi biznis, ki je bil bolj garan, pa tako, pa še mlad sem bil, no, ampak je bilo zanimivo. Potem smo začeli z igro Drinkopoli. Tu so v Zagrebu so izumili to igro Drinkopoli. Jaz sem bil takrat že študent, sem bil tudi aktiven v študentski politiki in samo v bistvu dostope posod. No. In v glavnem smo mi izvohali, kolega drug je izvohal, da so izumili to igro Drinkopoli in se mu izdela blazno zanimiva. In smo se pa naročili tam na sestanek, ki smo predstavili, da jaz smo vse študente obvladujem in vse in da imamo te poslovne izkušnje in so nas potem te Hrvati zbrali, da bomo imeli koncesijo oziroma da bomo imeli pravice, da tržimo to igro. No. Tako da smo začeli v Sloveniji to tržiti in smo s pomočjo medijev, ki so nam bili naklonjeni, oziroma Saša, mama manjka je pomagal, da smo lažje prišli, smo bili top in smo se ta Drinkopoli prodajal posod. No. Okay. In smo imeli denarja kupička, ne. Mislim, tega denarja je bilo dosti. Okay. Tako da smo potem pa začeli še naprej delati še druge trge, se pravi Češka, Slovaška, Poljska, Italija, Španija, Francija. Ja. Tam pa se ni vse tako poklopilo, kot se je tukaj, ker nismo imeli medijev za sabo in vse skupaj, ker to je čisti produkt marketinga. Ne? Sam produkt je škatla, ki je vredna 3 evre, not je plošča, kartice pa 4 figurce. Ne? Naj pa povem, me pa vedno tiščalo, nisem bil v redu s tem produktom, ker sem pa čutil, da pa ni ok. Ne? Ker ta produkt... Kaj je šlo za pitje? Za seks v alkohol. Kako, a za seks pa alkohol? Ja, namiguje, pokaži svojo najljubšo seks pozo in spi 3 kratke in tako naprej. Si vidim, da nisi igral, ni prav, da nisi. Nisem igral, ne poznam. In ni prav, da ne. V glavnem je bila pa zelo močna igra. No? Okay. Taka, ki ni skladna z vrednotami. Zato sem tudi prodal svoj delež in sem potem kot delal sem pa v državnem zboru. Sem bil delal v državnem zboru, sem bil kot pomočnik poslancev, da sem pripravil gradiva, oziroma takrat, kek me je povabil, oziroma kek me je zvlekel, ali pa kek me je navdušil, ali pa mi je utrl pot, da sem prišel v Zares. In sem bil pol celo podpredsednik stranke Zares, ker sem bil predsednik podmladka slovenskega, no, in pol po statutu si bil celo podpredsednik stranke. No. Tako da se nas je bilo več. No. Tako da v glavnem je bilo zanimivo, zelo na hitro se je to odvijalo in potem itak, kmalu stranka propadla, ampak ne, v tistem času sem pripravil gradiva in sem odkrival, da bo biomasni centri, da bodo pa bomba. To je bilo leta 2012, 2013, prej sem se poročil, no, nekaj takega. In pa sem se res kot svetnik v Novem mestu, sem bil pa svetnik, najmlajši občinski svetnik, sem bil, z 20 leti, malo starejši, no, sem bil svetnik in sem takrat se tudi z občino zlobiral, da so mi dali v brezplačni najem za testiranje eno ozemlje, da sem imel tam jaz potleti les zbiral, pa sem pa zemljel, pa v Avstrijo prodajal. Ja. In pa seveda sem imel zmeraj logiko, tu sem imel pa zmeraj vse težnjo, da pomagam Romom, pa pomagam tistim na robu družbe. Da sem imel kot socialno podjetje, da bi jaz bi rekel te, ki imajo težave ali z drogami, z alkoholom ali Romi, da bi jih zaposlil, da bi mi po gozdovih zbirali ta odpadni les, ki ga je ogromno, in da bi to zemljeli in ga, rekel, prodajali v sekance. Ne. Ampak matematika ni šla čez, ko smo testirali, ni šlo čez. Prvič tudi z delavci je bilo težave, drugič pa tudi ni šlo čez. Tako da sem potem iz Bosne, iz Drvarja, sem uvažal krajovce, krajnike, to so tukaj pride hlod obžagan, ga mlel in v Avstrijo prodajal. No, in tu smo parkrat naredili in je bil dober zaslužek. Sem bil na en tomornjak, 400 evrov, ker je bilo v redu, ne. Nismo bili zahtevni. Rad smo pa stara okna predelovali, dali steklo ven zbil, les naredili za dilce za podkurt in pa železje pa prodali. Ne. Wow. To je bilo pa tako osnovno. No. Tako da. In potem je on rekel, dej boš ti zakupil za celo leto kamione oziroma teh šleparje, pa bo vse tvoje. Super, začunam vsak teden, bi 3, to je dober biznis. On ga ni bilo, jaz sem dal denar, on ga ni bilo pa nikoli več z denarjem. No.
Tako da so ga potem zaprli, kako. se je enkrat iz zapora poljavil, bil zaradi neke koke, pa ne vem, kaj zaprt, je bil nek grozen dealer. No. Ja, tako da je čisto propadlo. Kaj si to sedaj? Tako da smo potli začeli, pa sem pa izgledal, kdo ima največ gozda in se videl, da ima škofija okrog Novo mesto. Tako da sem potli poiskal link do njih, poiskal človeka in se začel ga zasledovati in vse skupaj. No, tako da smo potli prišla v stik z Jankom Tavčarjem, ki smo bom večno hvaležen in njemu sem predstavil zgodbo, vse, kaj se dogaja, kaj imam željo in pa je pomagal, da smo začeli delati nego gozda. No, smo začeli, bi rekel, s kerco, pa s kljukcem, bi rekel, tam, ki je bilo vse zaraščeno, pomagati čiste, da so bukve rasle, smreke, čisto tako primitivno delo, ne? Okay. In tudi slabo plačano. Ampak smo pa delali, ne? Imel sem še prvo 3-4 sodelavce, tudi prijatelja, mislim, kateri so bili, eni tudi takimi težavami, drugi s tretjimi, pač eni prva zaposlitev, eni z alkoholom težave. No, da skrajšam zgodbo, v glavnem od tega, da smo na roke sekali, od tega, da smo prvo sečno, ki smo imeli, smo zgrešili gozd in smo druge sekali. V glavnem vse šlo narobe, ker je šlo lahko narobe, pa se bo začelo stopnjevati. No, uspeli smo pa sicer, da smo kupili traktor, takrat Landini Power Farm 100 za 50,000 evrov na leasing in smo pa bliže orang podjetja. No. Mislim, smo že začeli delati, naredili smo te MPK-je, pa se je pa začelo. Najprej na enega delavca padlo drevo, da se je poškodoval ramo in je bila cela štala. Potem je drugi korak je bil, da je glih je poderal drevo, glih slučajno se je en prepelo in glih slučajno se je tisto drevo obrnilo in zapihalo in ga vrklo na tisto avto in se mogel pol tisto avto odkupiti in je bilo ogromno stroška. Potem ta tretji teden smo nalagali ob glavni cesti in so prišli policaji in so ocenili, da smo pa mogoče za odtenek ne bi smeli biti tukaj na pločniku, na kolesarski stezi, ker je bila zima in smo dobili 8,000 evrov kazni. Glih slučajno. In pa sem glih slučajno, ker itak sem tudi jaz šlajsal, imel izvleko holodov s traktorjem, sem to delal, no. Sem potlej se užagal v stopalu, da so mi komaj stopalo rešili. Ne. In sem rekel, ok, zdaj pa znamenje, da pa neham s tem. Ne. Tako da sem potlej predal, ne prodal, predal to podjetje z Boštjanu, Dobrodrugu, ki je bil super delavc, super sekač in je zdaj nenormalno uspešen z 2 forwarderjema, z harvesterjem, z 2 John Deerema, v glavnem največji tle okrog Hara z tem in je car. In si rečem, če je bilo vredno, se skupaj bilo vredno za Boštjana. Ti si pa prišel pol pa do diakonata prek hostel. Ne, jaz sem se pokvaril veliko, smo delal potlej, jaz sem pa... Neverjetno. Nisem šel še tam. Če dovoliš, no, bi sem še to. Kot svetnik sem jaz pa gledal bil tudi v komisiji za proračun oziroma odboru za proračun in meni ni šlo v račun, zakaj mi dajemo, zdaj ne me držati za podatke, ampak sem koncept bom razložil, 2 milijona evrov za mestni potniški promet, kateri je neučinkovit in se vsi prazni vozijo. Meni je to tako žrlostno, to ne more biti res. In pa v bistvu zares meritev, koliko ljudi se pelje, ni bilo, ampak je bil nek pavšalni podatek in meni pa čudno, ker je itak skozi prazen avtobus. Ne. In potem tudi, če bo tisti pavšalni podatek, pa sem zračunal, če je resničen, pomeni, da vsak potnik pride na kilometer, košta občino 2 evra. Se pravi, da je cenej, če vsakega potnika pelje taksi. Takrat, če so bile druge cene, to govorimo o 2013, je cenej, da vsakega pelje taksi. Ne? In jaz to predstavljam, jaz to govorim, jaz razmišljam model, kako bi združeval, koncept razvijam in so me zavohali pri GoOpti, oziroma sem se tudi jaz z njimi povezoval. Tako da smo razvijali projekt GoOpti Local, da bi kakor princip na prevoz na letališče, da bi ljudi združeval, bolj si ti fleksibilen, pa bolj si dober načrtovali, cenejši je prevoz. In koncept bi bil, da razložim, bi rekel, če so iz Slovenije, cele, da malo razumejo, da bi iz Iga bi ti prišel v Ljubljano, bolj ko bi bil fleksibilen za evro ali 2. Se pravi, bolj sem fleksibilen, se pravi, da lahko pol ure zamikam plus minus in če sem dobro načrtovalc, ker vsi uporabniki javnega potniškega prometa so pa večinoma otroci pa starejši. In oboji so odlični načrtovalci, se pravi, točno vejo otroci, kdaj imajo treninge in starejši, kdaj imajo zdravnika. Zagotovo vejo vsi en dan prej. In en dan prej se pol te prevoze združuje, ker na en kraj v Ljubljano lahko mi pridemo iz različnih poti.
in lahko bi rekel, vmes se še pobira, no, na tak način. No, in ta koncept smo razvijali, ampak GoOpti ni šel v to, ker so bili dobili investorje iz Švice pa iz Poljske, da so investirali par mil, so vrgli noter, ampak je bil pogoj, da se razvija samo na letališča in nazaj. In zato so dali malo na on hold, na GoOptiju in se pa dobo za razvijanje sem razvijal tam kot product manager, sem razvijal za širitev na avstrijski trg, se pravi Klagenfurt pa Graz, sem razvijal. Tako da je bilo pa tudi zanimivo. Nič nemščine, mislim, srednješolsko znanje nemščine in na sestanki hoditi v Avstrijo v nemščini. Ne? Ampak to so vse te, kar te utrdi. Pa sem mogel zaključiti študij, ker je bil tisti star sistem, je propadel. Sem mogel, hvala Bogu, zaključiti. Pred Boloncem tistim, to se spomnim. Star sistem. Ogromno diplom je bilo takrat narejen. Super, in tudi jaz nisem bil, in sem navdušen, da je prišlo do tega, no? Ker sem rekel, da ne bom nikoli teologije pa filozofije diplomiral, ker sem tako ukvarjal z biznisom in še z profesorjem, dr. Vodičarjem, sem se preganjal, da jaz ne bom nikoli nobenega učil veruk in jaz se ne bom nič v cerkvi ukvarjal in naj mi da tisto 6, da mi jaz tole zaključim in ker jaz bom podjetnik. Ne? Tako da se večkrat nasmejimo, ko se srečamo, ker je Bog obrnil čisto v drugo smer. Ne? Tako da potem sem pa tu delal, pa sem delal še, ker je GoOpti šel, sem potem naredil te diplome, pa sem še za AMZS razvijal digitalno transformacijo podjetja, pa sem še svoje startupe, da sem še razvijal takrat je bil popularen ta, ki si dal na market, da si zbiral crowdfunding, kako se reče, Kickstarter, sem se tam nekaj tudi probal, da bi šel s svojimi produkti. Pa, ko je vse skapalo vodo na koncu, sem imel že idejo za ta GoOpti Local, da bi ga kljub temu razvil in je bil tak ambiciozen projekt, ampak se ni, bi rekel, potem občina Novo mesto, kjer smo skupaj načrtovali, se je v zadnjem momentu odločila, da bi dala on hold za 1 leto in pa so vsi investitorji odstopili stran in jaz sem potem doživel bivanjsko praznoto, eksistencialni vakuum ali izgorelost. Se pravi, nisem več vedel, zakaj bi živel, vse se mi je porušilo, kar je bilo. Ker si bil pa kar na hiper, če me vprašaš. Ja, si bil na hard. Pa vse je bilo skozi, več so bili, skozi si videl milje, v realnosti si jih včasih povohal, večinoma si pa krešno. Kot milijone misliš, ali kaj? Ja, mislim, skozi si bil na tem, ne? Veš, to je bil cilj, je bil kaj? Da bom v enem letu 2 milje imel, ne? Na računu, ne? To niso bili cilji, ne vem, 10 urjev, ne? Vse, kar ni bilo tega, je bilo slabo, ne? Ampak v realnosti je bilo pa tako, da je bilo vse skupaj drek, ne? Deda ti je pa rekel, s tebe ne bo nikoli nič. Ja, ampak je bilo, ne? Tako da sem pa doživel najboljši crash, nisem mogel več nič. Kjerga leta? To je bilo potlej 2016. Kako te je žena gledala ob vsem tem? Ne, se to pa razložil, ne. Žena je itak rekla, mislim, ženo je morilo. Žena je najbolj morilo, ker ni mogla v službi nobeno povedati, kaj se točno ukvarjam. Se je bilo vsak teden drugače. Ne, mislim, ker je bilo res, ne. Vse ambiciozno, pa vse skupaj nič. Mislim, vse v oblaki, vse skupaj nič. Veš, kako je imeti tazga moža, to je katastrofa, ne. Ja, varnosti je nek odvisnik, ne. Je nič, ja. Ona je, hvala Bogu, Krki delala, ne, da je bila vsaj dobro plača, da smo vsaj nekako, ampak vse načeloma je bilo, ne. Nisem mi nikoli, sem zmeraj dost, ne. Mislim, velikrat veliko, velikrat pa tudi nič, ne, skoraj, ne. Ampak nekako smo folka. V glavnem, pa sem pa tudi doživel in tudi sem pa najbolj hvaležen za ta trenutek, tudi zaradi najin odnos, ker nisem imel nič, bil sem 0 in ona me je 1 leto živela in nikoli in nikdar me ni tega očitala tudi v največjem konfliktu. Se pravi, in od tega, odtlej jaz gojim tisto duhovno, ali pa bi rekel tisti spomin, ljubezenski spomin, da me tako zelo ljubi, tako zelo spoštuje, ker to je pa spoštovanje, ne? To je pa še višek, ne? Ker me je vzela takega, kakršnega sem, ob meni doživljala vse možnosti, ampak nikoli očitala. Nezasluženo spoštovanje celo. Ja, mogoče celo, v glavnem, ne? In me je res v polnosti to, kar sem bil, me je ljubila, brez tega, ker nisem kaj mogel dajati. Ker sem mi dajal vse drugo, kar bi si želela, ampak me je takega ljubila. Ne? In tudi ta moj duhovni spomin, ki ga imam, ki ga vedno si ga pričaram, bi rekel, v vsakem stanju, ko podvomim ali pa ko me ne vem, karkoli je, da vem, kako me ona zelo ljubi, ne. Kako si pa to leto doživljal? Mislim, kaj se ti dogaja? Ne, jaz nisem mogel, zvečer nisem mogel zaspati, zjutraj nisem mogel vstati. Nisem imel smisla, ne. In tleh se mi začela, ne, šele zdaj dojemam, se mi začela delati pot k logoterapiji, ne. Ker res nisem imel smisla, nisem vedel sploh, zakaj bi živel, ne. Če bi imel malo manj vere, bi verjetno končal tako kot moja mama, ne. Zagotovo, ne, ker nisem imel nič. Iz vsega tega, kar se je gradilo, ni bilo vse skupaj nič. Tako da sem bil brez službe in takrat je bila še kriza gospodarska. Je bilo še, bi rekel, te posledice krize, ko ni bilo niti služb, ni bilo. Tako da sem doma sem malo urejal okolico, malo sem brel za hišo, malo
goše, v glavnem, ampak vse tako zelo težko, vse je bilo, bi rekel, pretežko. No. Depresija? Ja, absolutno, mislim. Ja. Rekel ta, izgorelost tipično, ne moreš živeti več. No. Tako da potem sem pa mi pa en prav, ti glih za popolnočnici je bilo, popolnočnici me en prav, ki je v vojski delal prav ti, ki si že zaključil študij, ne, faks. Sem rekel, jaz sem prav, da v vojski iščejo za duhovno oskrbo, ko se bi lahko prijavil, ne. Isto wow, ne. In sem se pa res spomnim, ko smo v 8. razredu, kjer, ne vem, gledali poklice in sem tam videl, ne vem, psiholog ali v vojski ali pa v policiji mi je bilo, to je bilo pa zakon, ne. In tisto gledam, sem rekel, ja, mogoče pa res, ampak jaz sem še zmeraj imel utvarjen nizko podjetniško pot. Jaz sem še zmeraj sanjal o tistih milijonih. Ampak potem res gremo googlat, pa vidim, ja, si bi znalo biti zanimivo, pa vidim pa plača, je bilo pa nič. Jaz nisem kot študent imel nikoli tako nizko plačo. Wow. Ne, plača je bila, ne vem, 890 evrov. Malenkost 20 evrov več kot minimalc, zdaj tak minimalc tušen, ampak takrat je bilo pa 7 let nazaj. Ne. V glavnem, in si to gledam, pa ne morem za tak denar delati. Ne. Sploh s tisto miselnostjo, ki sem jo skozi gojil podjetniško. Ne. Pa nekako le grem se prijavil na razpis in celo sem si želel, da bi bil zbran. Sicer bil pogoj, je bil enovitni program, se pravi enopredmetni bil pogoj. Ne. Aha, ok. Ampak če kaj sem bil dober, sem bil pa prodajalec. Ne. Jaz sem se itak, mi se moramo predstavljati, da sem bil že kot 20-letnik v družbi Pahorja, Golobiča, Kresalove, jaz sem haral posod, jaz sem od vseh imam še zdaj številke, ne, na nek način. Nisi imel težav pol ne, s tem ne, v glavnem ne, in v Vajgali nosi gor dol, ne, sem bil posod, sem bil tle v 5, ne, in mi je bilo res prvič to grozno in drugič, kar mi je prišlo, mi je šlo pa prodajanje, ne. In jaz, ko sem prišel tisti na razgovor, jaz sem vedel, ne, to sem pa znal dati, ne, ta občutek, da če no ste mene vzeli nekaj z vam narobe, ne. Jaz se pa sem odločite, ne. Ali boste rekli, da je z vam nekaj narobe, ali me boste povzeli, ne. Okay. Tako da razgovor je bil tak, da tudi glede na en del te zgodbe, vse, katere sem povedal, je tako ostal odprtih ust, ne. In mu res nisem mu dovolil, da bi me zavrl, ne. In me niso, tako da sem bil potlej sprejet, se pravi, v vojaški vikariat, je bil pa ključen vojska zaradi tega, ker sem imel pa težave, takrat ravno to, kar ima današnja mladina z narcisoidnostjo, ne, se pravi z tem, da jaz sem Bog. Daj to malo več razloži. Ja. Jaz sem imel težave, ne, ravno v tem bi rekel, ja, zaupal sem v Gospoda, imel sem vero, ampak še zmeraj sem se počutil, da je vse v mojih rokah. Ne, še zmeraj sem se počutil, da sem jaz najpomembnejši, da je pomembno, da druge zanima, kva si jo želim, kva meni paše, kva je moje, ne, sem se veliko ukvarjal, kva je moje, kva meni pripada. Ne, sploh tu, ne, sem še zmeraj v glavu, da meni pripada, da sem uspešen podjetnik. In da je to moja pot, ne, in nisem hotel tega občutka niti spustiti. Če ko sem bil v vojski, sem vmes skozi mislil, kako bi lahko vojski prodal neko novo noviteto, ne vem, karkoli je, ne, skozi sem mu še zmeraj ta, pa še ko sem, ne, skozi v glavu to podjetništvo, ne, to je bilo res v mene, ne, ker kaj na tak način, ne, šele pol kasneje sem ugotovil, da v bistvu na vsak način sem samo hotel strmu očetu dokazati, da z mene je lahko nekaj. In cela politična pot in cela podjetniška pot, vse je bilo temu usmerjeno, da mi jaz dokazal, da jaz imam ful denarja, da sem ful uspešen, da imaš ti narobe, ne. Ja. To močno to hrepenenje, ne. Tako da, potem po vojski je bilo pa tam, ni pa nobenega zanimalo. Kdo si ti? Kdo sem, s kom se poznam, od koga imam številke, s kom sem večerjal, kukeša sem, to ni nobenega zanimalo, ne. Tam so bili Miha, pa je Gašper Naglas, Miha Novak, pa Gašper Naglas, s kateri smo bili normalno povezani in smo še danes. Tam sem njih spoznal, pa so bili vsi mlajši, tudi Miha, ne, Miha je ful mlajši od mene, ne, nisem ful, pač dosti mlajši, ne, jaz sem bil star 30, drugi so bili pa tam 20 ali pa še nižji, ne, 18 do 20 so bili večinoma, pa jaz 30 let star v tej skupini, ker smo šli na usposabljanje 3-mesečno, ne. Okay. In tam ni nobenega zanimalo, v glavnem, kdo sem jaz, meni to ni šlo v račun, ne, in vsako stvar, ko sem se, bi rekel, ko sem meni nekaj ni zdelo smiselno, sem dobil kazen 50 sklec, ne, ali pa druga kazen, da so drugi dobili 50 sklec, jaz sem mogel jim pa štet, ne. Zaradi tebe? Ja, na tak način, ne, in potem sem se ugotovil, da se najbolj pač sistemu podrediti, ne. In na ta način, zato sem rabil vojsko, da so me zrušili. Ja. Da sem spoznal, da nobenega ne zanima, kva si želim, kva mi paše, kva je moje, nobenega ne zanima. Da sem to vedel, če hočem dobiti ta šiht, ne, ki je potencialno sanjski šiht, ne, sanjska služba, da pač moram to požrti.
In tam sem videl, da ti si najmočnejši fantje, ta vgaji, kateri so bili za six-pack z mišicami, so šli prvi domov in punce, srute, boge, drobne, ki so nosile, ki so imele 40 kg, pa so nosile na sebi 45 kg in 30 km jokale, rolile, pa tisto puško nesle, da so nenormalno močne. Sem spoznal, kako so ženske zares močne. Ja. In sem se čist drug pogled dobil na moč ženske. Ne? In zato večkrat včasih še povišujem, pa ker je upravičeno. Ne? Ker mi moški smo res včasih taki kreteni. Ne? Mislim, s tem bi rekel našim videzem, kako smo močni, ma ne, nismo. Ne? Mislimo, da smo močni. Ne? Ja. Ja. Tako da tam sem dobil veliko videov, predvsem pa to, no, da so bili tudi meni inštruktorji, nekdo, ki je malenkost mlajši od mene, ki nima toliko diplom, ki jih imam jaz in tako naprej, pa mi je govoril, kaj moram delati. In to je bilo meni toliko zdravilno. Ne. Tukaj mi je bilo zdravilno. Ego. Ja, čist. To ego mi je čisto bilo. No. Tako da mi je bilo, bi rekel, zato, ne zaradi drugega, zato mlade v vojske, zato, da ta ego postriže, ker je ubijalski, ker je uničevalec življenja. Zaradi tega v vojsko. Ne. Zaradi tega v vojsko. Ne. Wow. Tako da ja, v vojski pa sem imel popolno službo, delal sem z gorci veliko, z piloti, vse sem probal, s Pilatusom, s helikopterjem, z vsemi, Helioski iz Triglava, iz tam sposod, v glavnem preplezal vse možne smeri Triglava, 20krat bil na Triglavu z različnih smeri, za severne stene, za tam preteku, transverzalo in tako naprej, v glavnem sanjska služba, mislim, tako lepe službe, ki vojske ni bilo in nisem si res vzel jo. Res tisto, Ja, kaj si pa delal? ogromno sem dal. Kaj sem delal? Jaz Pastoralnega v tem smislu. Kaj to pomeni? Spremljal sem, glavnem, posod sem šel z vojaki, kamor so šli, bil sem Okej. njihov najboljši prijatelj, predvsem sem jim pa zmeraj bi jim tudi dal, bi rekel, naporne stvari in ponudil, bi rekel, razne hribe, bi rekel, da grejo izven te cone udobja, bi rekel, zelo težavnostno vse skupaj, da smo se tam, bi rekel, ko smo bili zlomljeni, da smo se začeli pogovarjati, kaj je zares pomembno v življenju. To je ta princip, ki ga imamo pri nas z Alešem Čerinom, ko grejo deci, ko zašvicamo, ko malo ego te postrižemo, pa se lahko začnemo šele pogovarjati. Ja, Tako sem delal ta program, meni so gore fantastične in sem veliko na tem delal. Veliko z turnimi smučami smo veliko bili po več tednov, spali smo v snegu noter, še 3 mesece potem, ko smo končali, nisem čutil prstov na nogi. V glavnem sem doživel tudi sebe. Ne? Sebe sem tukaj zlomil v tej vojski, no? Da sem se res lahko bi rekel na koncu prečistil, da sem pripravljen, da lahko danes pričujem tukaj, da si dovolim kaj povedati, kaj pričevati. No? Kaj pa žena, kako je ona doživljala to obdobje? Fajn je bilo, ker prvič lahko povedala, kaj delam. Ker je prvič rekel, vojski dela. Ne? Ja, Ni nekaj, da neki bluzi. Ne? Tako da ja, je bilo pa težko, ker sem bil dosti odsoten. Večinoma sem, ne vem, rečemo, tretjina, polovica leta nisem spal doma. Ja. Tega je bilo ogromno. Sicer se je navadila, ne, je bilo pa glih to, ko se večkrat pogovarjamo, prav, zelo je bilo hudo, ker te 3 mesece ni bilo, prav, ampak po enem mesecu sem komot živela brez tebe. Ne. Sem se tukaj navadila. V enem mesecu si se navadila živeti. Tukaj se je navadila brez mene živeti, da ko sem prišel, da sem bil moteč. Ne. Veš, in tu je ta, bi rekel, past misij, ko žena ugotovi, da lahko brez moškega funkcionira v polnosti. In tu je nevarno za oba dva. Ne. Mene ubije, ko vidi, da me v bistvu mene rab, in ona v bistvu vidi, da sem delal s tabo. Ne. Če nisi, bi rekel, da kaj ne prinaša zares lepega v odnos. No. Tako da, potem je bilo še ta zadnjo tako sem imel, ko se je Izak rodil. Glih takrat sem bil ogromno odsoten, še glih tiste prve mesece, ampak je bila tašča prisotna. Ampak Bogu hvala, meni nikoli nisem pa tukaj bil odsoten, da bi bilo pa preveč, da bi mi učitala. Pa sem pa videl, no, z Izakom, da pa, ok, finito, ne grem se več tega. Tukaj način, tukaj sem bil bolj, nisem bil več tako odsoten. Sem pa razmišljal, no, sem vedel, ko sem šel v vikariat in nisem nikjer bil zelo dolgo. Tako da sem tudi vedel, da tukaj ne bom. Imel sem cilj, da bom bil 10 let v vojski, zaradi tega, ker pol dobiš nekaj v enem stebru, nabera nek denar in bi dobil neki. Ampak potem sem nekega dne smo se z Mihatom dobila na kavi, ko je bil tudi Miha v vikariatu in smo se na en sestank pelali, si to rečem, in kar naenkrat pride v mene, jaz moram dati odpoved. Miha prav, kaj? Seko ja, ne vem, začutil sem odpoved, moram dati. Ne? Mi da so pa zanimivo, ne? Mi da z Miho. Spoznali so se v Bohinjski Beli na urjenju, tistem 3-mesečnem. In potem sem ga jaz povabil v vikariat, sem ga nagovarjal, da je prišel
on je bil že terapeut in pa sem šel jaz za terapeuta delati, izobraževanje, specializacijo. Ko si bil v službi, si pa ob službi specializacijo še delal, tako da smo se skozi slovila drug drugega. No. Pa sem šel jaz ven za prav svojo prakso, začel terapevtsko, pa je šel Miha ven, pa je začel svojo terapevtsko prakso, tako da se skozi se drug drugega spodbujeva. Midva vedno tekmujeva, midva smo zmeraj tekmovala. Tekmovala sva tam na Urenju, kdo pa boljši, pa je bil on, pa najvojak. Tekmovala sva posod. No. Midva sva res, bi rekel, tako imava drug do drugega tako zdravo tekmovanje. Tako da zdaj s tole knjigo sem ga šišnil, ne. Zdaj sem ga šišnil, ne. Čakaj, sem ne pišeš pa programov v aplikacijo. To je pa res, tako da zdaj čakam. Šlo po celem svetu. Pazi. Tako da zdaj čakam, da boste vi na polno sekali ven, da bo Miha spet malo prešišnil, imam spet motivacijo, da spet grem naprej. Tako da imamo res zanimiv odnos, lep odnos, slišva se vsak teden, čeprav nisva sodelavca, sva zelo povezana in imeti lepo take prijatelje. No. In hvala tudi vam, da ste v njem prepoznali nekaj čudovitega, ker je res dragocen, tudi za moje življenje zelo dragocen. Super. Miha se ukvarja z mladimi moškimi v katakombah, o tem smo prej pogovarjali, o tem sva se z njim pogovarjala. Ti si recimo skozi svojo zgodbo zelo močno prikazal svojo moško tudi rast, tako iz enega all over the place, ego tripa, tralala, do pač te urejenosti, ki ti je dala vojska in tako. Tole smo zdaj glih okrog tedna družine, pa praznik Svetega Jožefa, ki si ga tudi že omenil. Česa današnji moški nima, pa bi rabo več, mogoče pa tudi z pozitivnega vidika. Kaj pa ima, česar včasih niso imeli, pa tako pač, kje se lahko mi moški še nekako, kje lahko zrastemo, da bomo svojim ženam boljši možje, recimo, in otrokom boljši starši, no, očetje. Ja. Jaz bi se strinjal z vsemi kritiki, ki pravijo, da nimamo identitete. Ne, ne hodimo v vojsko, ne, ali pa v vojno, ne. Nimamo njive, nimamo traktorja, ne zidamo hiše, ne popravljamo hiše, ne popravljamo avto več, ne. Ne. V bistvu smo izgubili svojo vlogo z tega vidika, zelo tehničnega vidika. Ti spravi stroj pa ven pa not na vsake 10 let enkrat neseš. Pol nismo tisti, ki bi zares preživeli družino, so žene že zelo lepo plačane in več ali manj lahko kje že žene živijo družine, tako da vse vloga očeta moškega se umika. Tukaj je problem in zato imamo mi zdaj kolesarje in tekače in fitneserje, tako da se tukaj s hormoni filamo na drugih področjih, da to moškost ohranjamo. Tudi sam sem bil odvisen od teka. Sem tudi več vse te slovenske teke, sploh na trejle, sem vse prelaufal. Nazadnje sem glih Vipava, 60 km, sem šel 2400 višincev, sem šel laufat, tako da sem se v tem teku blazno najdu nizko potrditev kot moški, da sem bil predmet občudovanja svoje žene. Kar pa res rabimo na polno. To je pa res prav. V glavnem, tako da sem tukaj, sem tudi ta del spoznaval, predvsem pa danes vidim, da kje rabim je sebe, tudi drugim zmeraj pravim, pač moški se mora uresničevati, mora imeti nek ti svoj smisel. Se pravi zdaj, ali jaz kot terapeut, ali kot diakon, ali kot nekaj drugega, v glavnem moram imeti neko svojo vlogo, da je neka moja vloga, da je nekaj, o čemer lahko pripovedujem zgodbo. Ker moški smo tisti, ki pripovedujemo zgodbo. In nam se mora nekaj dogajati, da pripovedujemo zgodbo. In to je moje. Moje je, da pripovedujem zgodbo. Tušna ribo smo jo. In točno to, kar delam zdaj, kaj delam? Pripovedujem zgodbo. Zato sem jaz zdaj izdelan moški, ker pripovedujem zgodbo. In ker imaš tudi kaj povedati, no, sorry. Ne vem, ampak mora se ti nekaj zgoditi, moram nekam iti, moram nekam stopiti, moram stopiti v drek, moram v blatu stopiti, če hočem povedati zgodbo. Če ne, si lahko pa na kavču. Na kavču in povem lahko zgodbo o Luki Dončiću, kaj se je zgodilo prejšnji večer, pa kaj se je predprejšnji in tako naprej. Tako da tukaj, tako da vloga se je zamenjala. Tudi se strinjam, jaz se Vesno Vugodina, sem malo poslušan, mi je tle nagovorilo, vloga mame je, da ljubi brezpogojno in vloga očeta je, da ljubi pogojno. Če naredimo vse prav, otrok pa oče ljubi, in oče je tisti, ki frustrira, ki mora lomiti, mi, ki imamo vinograde, vemo, kaj pomeni šparon narediti, ovid, in tle bi se strinjal, oče mora, tle sočutna vzgoja se je pokazala, da ima pomanjkljivosti, da še zmeraj potrebujemo res očeta, ki zna postaviti meje.
Jaz tudi vidim pri nama, ne, mame so čudovite, obvladajo vse, ne, ampak ko je Izaka vročinski krč, sem jaz imel tisto trezno glavo, ki sem ga prijel, ko sem poklical rešilca in vse vedel, ne. Imamo neko vlogo in ne smemo pozabiti, da imamo, ne. Mogoče smo malo na stand-byju, ne. Imam preveč občutek, da smo preveč na stand-byju. Kaj narediti, da ne bomo to? Ne, ampak hočem reči, ne, ampak mi moramo vedeti, kaj je bilo naše. Pač naše je bila vojna, ne. Ne, se tudi možje, kje so bili možje, ne? Ali so bili v vojni, ne, to se zmeraj tudi pravi, ne, moški, ne, zakaj ni moških, ali so bili v vojni, ali so bili pijanci, ali so bili kurberi, ne, ali so bili pa gastarbajterji, ne, na tak način, ne. In moških načeloma ni, ne, in ta, bi rekel, patologija moških se je začela dogajati že odkar je bila vojna. Ker ni bil zares prisoten, ne, ker so, če gledamo tudi, verjetno imaš tudi ti babice ali pa prababice, katere so same furale celo kmetijo. Poskrbela za cel grant, pa za 10 otrok, pa ne vem karkoli, ne, same. Ne? In tukaj moški, se pravi, ja, mislim, dokazati se moramo, ne zato, da zdaj, bi rekel, mislimo, da moramo prevzemati ženske, riniti svoje ven, ne, ampak predvsem poiskati sebe, ne, zmeri, tu pa je temeljno, pa ni važno, ali je moški ali ženska, ne. Mene je Bog poslal na ta svet z enim načrtom. Bog ima načrt zame, ne. Mi temu rečem, v logoterapiji temu rečem smisel, ne, ker imamo tudi širši krog, tudi ateiste. In pravimo, ne, nek smisel ima vsak od nas. Če ima drevo smisel, da daje gorivo, da daje les, da daje liste, ki čistijo zrak, koliko večji smisel imam še jaz. Pa poglejmo avtodom ali pa avto. Vsaka stvar ima svoj smisel, točno določeno nalogo. Nobena stvar ni brez naloge. Vsaka reč, vsaka tipka, vse ima neko nalogo v svojem avtu. In tudi jaz imam na tem svetu eno čudovito nalogo. In moja pot je, da jo odkrijem. Si že najdu, ja. Ja, ne. In moja pot je, da jo najdem. In tle je moja, ni nujno moško ženskost, tle je moje kot človek, kot duša, kot duh, da razumem, da imam neko poslanstvo, da se me je Bog zamislil na tem svetu z neko nalogo. In zato zmeraj pravim, vsak odmik od te naloge, od tega božjega načrta ali smisla pomeni frustracijo. Ali telesna bolezen, ali duhovna praznina, ali duševne travme in tako naprej. Ne. In potem dva prideta skupaj brez teh nalog, brez smisla. Ne. Ja, in pol je pogreb. Ne. In pol je pogreb, ja. Ja. Ne, zato Okay, to mi je ful pomembna točka, no. Tako, tudi za, a veš, vrnitev v temeljni človeški smisel kot način gradnje odnosa med možem in ženo. Se najprej moram biti jaz v redu, ne? Ja, no. Zmeri pravim, veš, ker tudi meni imam tudi te partnerstvo, ne, jaz imam tako, da ne prijeta oba dva skupaj. Ne? Lahko kaj poveš, ja, tako me zanima, zdaj čist iz terapevtske prakse, tako. Logoterapija je malenkost drugačna, ne? Logoterapija, bi rekel, ne gre toliko, ne dela na teh čustveni ravni. In tudi logoterapija izhaja iz filozofije, ker je to tebi blizu, vem, da ne, iz eksistencialne filozofije, ne, če se malo Kierkegaarda spomnimo, ne, ravno vse to, ne, se pravi, ko ima 3 moduse, ki pravi, ne, imamo estetično raven, kjer skrbim sem, kako zgledam, kako me drugi vidijo, kaj imam, kaj vozim, kaj jem, in pol imamo etično raven, kjer jaz predvsem iščem, kako bi ugajal v neki skupnosti in služil tej skupnosti. Je tukaj ta namen? Ali je še na pa še višji, pa tretja raven je pa ta duhovna raven oziroma misteriozna raven, kjer pa se zavedam, da sem v odnosu, da je moj temeljni odnos z nekom, ki me presega s transcendentnim ali z Bogom, ker imamo mi, in jaz sem ta odnos pomemben in v službi tega sem jaz pol podrejen vsemu drugemu, ne. Ker nevarnost je, ne, mi gledamo, smo tle čisto pošten. Tudi nevarnost je, nismo veliko naredili, če smo vsak teden v cerkvi, če smo v ŽPS-ju prisotni, ne vem karkoli je, če smo zgrešili v bistvu odnos z Bogom. Ja. Ne? A veš, da si mi malo na nov način v smislu tudi ta naš dižev trikotnik, ki ga imamo, ne? Ker pravimo, da kjer je v odnosu vsak mož in žena bližje Bogu, dejansko sta potem tudi drugemu bližje s tem. Tako, pač iz tega eksistencialnega vidika si mi malo na novo perspektivo na to odprl. Fajn, hvala. Ja, in tukaj moja pot kot terapeuta je kaj, da jaz vsakega posebej peljem iz prve stopnje v drugo, in v druge stopnje v tretjo. Pri meni mora biti vsako terapija, vsako srečanje mora biti cilj pripeljati človeka na duhovno raven. Ne? In tu je temeljno. Ne? In jaz sem v se pravim, težave s tem, ne? Ali razgaliti, ne? Da sem kot terapeut diakon, da pripadam cerkvi,
katoliški cerkvi, ne, ali to skrivati, ne, pa ne, ravno v tem je moje, ne, ravno zaradi tega hodijo iz cele Slovenije, bi rekel, me iščejo, ker javno povem, kdo sem, kaj sem in ljudje iščejo, ker vejo, ne, jaz zmeraj pravim, največje rane, celi samo Bog, celi samo Jezusov dotik, ne moramo, mi se lahko pogovarjamo, ne, zato pa pri meni so terapije najdaljše 6 srečanj. Okay. Ne, dlje časa ne? Mislim, bistvo je odnos, je duhovno, bistvo je odnos do nečesa, kar me presega. In če mi se lahko pa 2 let pogovarjamo o vsem tem, okrog tega, pa ne izrečemo bistva. In zato lahko trajajo terapije drugje 2 let, 3 leta, 4 leta. Ker se pogovarjamo o nečem, čemu ne damo ime. Ja. Ne? Ker kaj na koncu? Na koncu je zmeraj frustracija, travma je vedno nekaj ne delam prav. Nek odnos ni urejen, ker kaj je temelj vsega? Kje mi imamo težave? Vse težave izvirajo iz slabih odnosov. Zmeraj pravim, da holesterol in sladkorna so manj škodljivi, kot so slabi odnosi škodljivi. It's not what you eat, but what eats you. Ja. In zakaj se meni dogaja nekaj štala? Nekaj delam narobe. In ponavadi kaj? Verjetno je moja percepcija napačna. Ne? Ker kaj je pa, rekel, logoterapija izhaja pa iz eksistencialne filozofije, kjer se pa sprašuje v temelju, bi rekel, pot k smislu. Ne? Volja do smisla, ne volja do moči, ne volja do užitka, kot pravi Freud, ne? Ampak volja do smisla. Ker kaj je ključno, da jaz osmislim trpljenje, ker če trpljenje nima smisla, tudi življenje nima smisla. Ker v življenju pa trpljenje 70% mi življenje trpimo, pika. Zdaj pa, ali bom iz tega gnoja bil sposoben narediti gnojilo, ali ga bom obračal in gledal, kako ta gnoj smrdi. To je ta razlika. In to delamo, ne? Gremo v vlogo nemočne žrtve, smo bogi. Tako. Ja, poznam. In ravno v tem, glih zato, ker želim te terapije. Še skrajšati sem tudi naredil knjigo, ker imamo največja napaka, jaz sem to vloga žrtve. Zato sem tudi knjigo napisal, ker imamo tukaj danes, ravno iz tega vidika, tudi z vašo Diževo sodelavko. Saško, čudovita. Saška je, tle je dolg delo, tle si človek ne more to povezati in spomniti in vse skupaj. Tako da je sam Bog jo je poslal, da so se mi dva tudi na specializaciji logoterapije sva skupaj. In pa enkrat kličem, rekel, Saška, ti si na neki založbi, sem rekel, jaz pa razmišljam, da bo sem navdih, spet duh mi je spregovoril, da moram knjigo napisati. Sem rekel, kaj je razlika med samo založbo pa založbo? Prav, dajte mi jutri pokliče nazaj, prav. Smo se zmenili na založbi, da je začni pisati, bomo skupaj. In potlej smo tako delali, da jaz sem napisal, in ona me je potlej poslala nazaj, pregledala in je rekla, zdaj pa tako. Uvod perfekten, zaključek perfekten, vmes te pa ni. Zdaj pa ali pet do konca in bod srov in povej vse, ali pa nehaj pisati. Zato je res ta knjiga ratala, bi rekel, drzno, iskrena, surova, vse do potankosti, tako da res človeku vidi, da mi nismo žrtve. Jaz nisem žrtev. Smernik za smisel, ravno to, ker mi smo, kaj smo zmeraj v krožišču in mi kar se peljemo v krogu. In potem tam gledam in prav, kaj pa delaš? Ja, vozim se, ne vidiš, ne? Ampak kaj nevarnost? V krožišču ni bencinskih črpalk. Zmanjka ti benzina, ja. In če ti zmanjka, kaj narediš celo štalo v krožišču? Ne. In tudi mi smo kaj v krožišču se vozimo. Ne. Ker ne gremo, nič se ne odločimo, ne gremo, ne en izhod, ne drugi izhod, ne sem vozimo se v krog. Življenje pa teče. Slovenci smo mojstri tega, če me vprašaš. Pa le kako lepo skrbimo za ta krožišča, mi smo res mojstri krožišča. Ja, res je. Ta si mi včasih rekel Ikevane. Ja. Ok, ja, wow. Super. Kje to knjigo dobimo drugače? Založba ima, Celjska Mohorjeva. Jaz sem pa najbolj hvalil, mislim, kaj bilo, tudi nisem si zamislil, tudi izbran sem bil, da je v zbirki Smisel, kjer so Frankl, Elizabeth Lukas, Kristovič, Ramovš in zdaj še Vidic. Wow. Tako da sem zdaj med velike može prestopil s to knjigo in sem res hvaležen. Želim predvsem s to knjigo odprt narediti logoterapijo, ugotoviti, da je to nekaj za vsakega. Po drugi strani pa tudi sem imel poslanstvo tukaj, da res, bi rekel, živo pričujem Boga, ki ni nek misteriozen, ki ni nekaj oddaljen, ampak je pri vsakmu, lahko tudi pri meni, ki sem nepopoln, polomljen, ne vem kakšen je samo on delal in ga vzame in jaz mislim, da mami gor pa oči delata pri njemu gor na polno, da rekel, da se stvari premikajo naprej v pravo smer. Sestrapija. Pa sestrapija, seveda, sestrapija še živa. Še mol. Hvala Bogu, super. Ja, je pa res, me je pa vse oblikovalo, to pa niso še dotaknila se, oblikoval me je pa ravno odnos z Romi.
Jaz živim v neposrednji bližini Romov in jaz sem jih tako sovražil, jaz sem jih tako mrzil, da sem nekaj mogel narediti. Ne. Da nekaj. Ali ekstremne metode zbrati, ali pa nekaj drugega narediti. Ne. In res sem treniral borilne veščine, da bom se polomil. Da nekaj. Izraelske borilne veščine oziroma Kempo Arnis, ki so se učili z palcem, pa z noži, pa z vsemi, ker mi je bilo toliko strah njih, da sem hotel družino obvarovati na vsak način. Tako da sem potem, ko sem enkrat dubil res, ki je bil preblizu, po moji oceni, preblizu moje hiše, no, sem ga prijel na tla vrgu in da ga bom poštimal, tako kot sem se učil, treniral. Ker sem pa spoznal, kot da bi gledal Jezusov obraz. Ne. V njemu sem zagledal preko ta obličje Gospoda in sem se ustrašil, kaj sem postal. Od takrat naprej sem sklenil drugo pot, začel sem za njimi pobirati smeti, posod, jih nagovarjati, začel sem jih spoznavati, začel sem iskati tisto lepo v njih, začel sem jih spoštovati. Spoštovanje pomeni, da ga malo privzdignem, da ga gledam to, kar bi lahko postal, ne to, kar je. Tako da sem začel, se bo zelo skrajšala, tako da sem začel, bi rekel, pol učiti in verouk in skrbeti za praznovanje praznikov. Tu govorimo v naselju Žabjak Brezje, kjer je največje romsko naselje v jugovzhodnem delu Slovenije, kjer je od 800 do 1000 Romov. To je kraj, ki je geto, ne moramo drugače reči, kjer je droga, kriminal, orožje. Vse skupaj, ne. Tam noben ne hodi tako, kot jaz. Ne. Zato je bilo meni fajn, da sem bil kot vojak, ker oni vejo, da policaji pišejo kazni, vojaki pa streljajo. Tako da so me gledali na neko drugačno lučjo. In tudi jaz sem se za to uniformo skrival svoj strah, premagoval svoj strah. Si pa šel v uniformi tja? Ja, v uniformi tja, ampak to je bilo tako, mislim, to je izredno težko. Jaz sem jokal od upiranja, ker nisem mogel tega narediti, ampak sem šel. Ne. Molil sem, daj Bog mi pogum. In še zdaj velikokrat se zalotim, da grem z odporom tja. Ja. Ker prvič te zaboli, ker vidiš, kako živijo. Ne. Predstavljamo si leseno kolibo, na tleh zemlja, gor polivinili in pol namečeni jogi. Okay. Predstavljamo si -10, -20, okay. V glavnem, tako da je vse to, kar vidiš, je štala. Res smo zabluzili, kot država, kot družba smo zabluzili do konca. Kaj smo mi naredili tem mladim, tem otrokom, kaj smo naredili Romom kot kulturi, mislim, uničili smo vse. S čim? Z denarjem. Kaj, tako kot smo, ne, se to je isti paradoks, ne, ko Indijanci, ko so jih uničili, alkohol so jim dali. Kaj smo mi naredili? Denar jim dajmo, zakaj ne rabijo nič delati? Bravo, yes, zmoremo, to je socialna država, ne, in kaj delamo, uničujemo življenja, dragi moji. A se mi zavedamo, koliko so ljudje pahnjeni, koliko so ljudi, ki se ukvarjajo s kriminalom, ker ne more drugače, ne. Niso heci. Ne. Tako da tukaj želim, rekel, tudi moje poslanstvo, tle me je Gospod povabil in šel sem v naselje, da bi se spremenil njih, spremenil sem sebe, zaradi njih sem zagotovo postal diakon, drugače ne bi, ker je cerkev ugotovila, da je malo nadležno, ker skozi kličem za krste župnike okrog, pa fehtarem. Smo rekli, dajmo ga raj narediti diakona, da bo on krščal, pa pokopaval, pa je mir. Tako da sem zaradi njih v bistvu. Na ta način je ta pot te peljala. Ja, zaradi njih sem postal diakon, zaradi njih sem postal terapevt, ker sem videl, da ne moreš vse zmeraj rešiti z vero. Rabiš nekaj več. Včasih, ker zmeraj vera predpostavlja naravo. Ne. Točno to, rabiš štengo, ne? Rabiš stopnico do vere. Zato moraš biti urejen, da si, ne, ker najhujše kaj je, da so neurejeni ljudje verni. Se opravičujem. Tega je veliko. Tega je ogromno. Ja. Ne, in pol imamo, vsi rečemo, si bi bil veren, se le kaš ni on. Le kaš ti hodijo. In je to res groza. So fanatiki, ne, ki hoče skozi vsak vsem razlagati. Jaz razumem, da je nekdo navdušen, ampak čakamo. Ni vsaka stvar primerna posod in ob vsakem času. Ja, prav. Tako da tukaj sem videl, ne moramo vse zmeraj z Jezusom, pet Jezusom, pa te bo poštimal. Jezus poštima vse, ko sem jaz pripravljen, ko sem jaz urejen, ko ga jaz želim, ko ga jaz... Jezus te bo pelil v tiste stvari, ki jih boš ti mogel poštimati v svojem življenju. Ne bo pa v smislu urejenosti. Ja. Ti pa ne bi, ti bi ti preskočil tisti korak, je malo nadležen, ne? Wow. Tako da tukaj, zato tudi je bilo to. Predvsem so me pa naučili, da so me izoblikovali za terapevta, ker sem se naučil, da stvari, ki niso moje, jih ne vzemem in ne dajem na hrbtnika in jih ne nosim domov. Ker kar sem tam vse videl, od zlorab do vsega skupaj, sem se pač naučil, da to puščam tam. In to je bil ključen moment in zato tudi kot terapevt lahko delujem,
Ko pravijo si, pa kako ti to vse to slišiš, pa vse to je. Ma ne vem, Romi so me naučili. No. Tako da za me je bil ta študij sprehod. No. Jaz se v tem specializaciji logoterapije sem tu že v bistvu študiral že v mladosti, že z vsem temi izkušnjami. Meni to vse, niti malo mi ni bilo naporno. Meni je bilo to vse smešno. Mislim, smešno, enostavno, no? Ker sem živel z Romi to vse, biti terapeut, se distancirati, ne delati ljudi žrtve, jim dovoliti dostojanstva in ne odvzemati krivde. To, kar smo se učili, to sem vse z Romi naredil, z vojaki naredil. In tako naprej, svojim življenjem prenašal delo o smislu trpljenja in tako naprej. No? Tako da so mi dali res nenormalno veliko, nisem imel nobene podpore nisem imel, bi rekel, ko sem šel v romsko naselje, ne žene, ker jih čisto razumeš, ne stare mame, ne župnika, ne nobenega drugega, vsi so rekli, kaj si zmešan, kdo se je šel z njimi ukvarjati, je imel samo štalo. Je imel nenormalno, bi rekel, ali je bilo izsiljevanje, ali se je končalo, vse se je končalo najhujše. Če si predstavljamo, da so župnika izsiljevali 5 let za denar, ker so prišle ženske, so se slekle pred njim in nekdo je prišel in jih je poslikal in so ga pol izsiljevali. Si predstavljaš to? Ne? In moje bilo se zmeraj, je bilo, nobenemu ne dam nič. Ko sem preko Caritas organiziral, da smo jim nosili pakete, to je bilo sama štala. To sem jih imel doma, pred bajto, žena je bila sama doma na porodniški in so prišli Romi, so prišli, da bodo vse postreljali, ne vem, karkoli si lahko predstavljaš. Ne. Groza. Sem se naučil nobenemu nič. Dajem pa upanje, dajem pa vero, dajem pa ljubezen. Tako da jim zdaj urejam službe, iščem za njih službe, sem tisto mestni med zavodom pa med podjetji, hodim okrog po podjetjih in se sebe dajem na razpolago kot mentorja, da sem tist, ker noben noče imeti stika z Romi, da sem tist, ki karkoli narobe, da jaz sporočam, da jaz to urejam. Če njega ni, zdaj bi mogel mi poslal Rom, da je zamudil avtobus, da naj sporočim, da jaz potem vse urejam. Oziroma sem tisto mestni buff, ki potem je med delodajalcem pa med Romi. Tako da lani sem začel aktivno s tem pristopom in sem 14 jih je zaposlilo, bi rekel, so za posredovanjem 9 let jih še dela. Tako da se počasi premikamo, no? Ker verjamem, da človek, če hoče biti del Božjega načrta, imeti smisel, če noče bivanjske praznote, mora nekaj biti koristen. Ja. Ker najhujše človeku je, da je nekoristen, da ga noben ne potrebuje, da je odveč in tako naprej. Zato rabi delo. Delo človeka postavi na svoje mesto in zato je tako pomembno in zato tudi to delo z Romi. No? Da jim dajem dostojanstvo nazaj. Ki smo jih kot družba vzeli, ko ne rabijo delati. Ki smo jim dali preveč. Ja. Matic Vidic, hvala ti. Res? Ne. A to je to? Ja, hvala. Dobar. Benjamin. Res, se še vidno. Benjamin, hvala ti. Spoštujem in cenim diš, šele zadnje leta spoznavam in tako ste potrebni v tem prostoru, v družbi, vi ste taki prinašalci in sem vas fan, zagovornik, ko mi čakam app. Da mi že, meni, ki hodijo, moji sogovorniki mi že promovirajo ta app, da ga uporabljajo oziroma da so naročeni, da so se naročili. Tako da super, no. Super, a ste že naročena žena? Ne še. Eno ne pa valeno. Ja, Najnep.si, ne? Hvala. V redu, dobro je, hvala ti.